Humanitarne organizacije so sicer zadovoljne, da je v predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije predviden tudi enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Vendar so vlado pozvale, da bi ta solidarnostni dodatek morale dobiti tudi druge ranljive skupine, ki so zdaj izpuščene. Ta solidarnostni dodatek je namreč predviden le za upokojence s pokojninami do 714 evrov, kmetom brez pokojnin nad 65 let, invalidom in vojnim veteranom. Kljub temu smo pa naslovili poziv vladi, in sicer, da ponovno preuči možnosti dodelitve tega solidarnostnega dodatka tudi drugim ranljivim skupinam ljudi. Namreč humanitarne organizacije opažamo velike stiske pri ljudeh nekako v različnih starosti. Gre za posameznike, ki prejemajo socialne in državne transferje, pa ti transferji ne presegajo 510 evrov mesečno. Izpuščeni so starejši ljudje od 65 let, ki prejemajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek in je tako njihov skupni znesek manjši od 612 evrov mesečno. In prav upokojencev je največ, ki živijo pod pragom revščine. Med vsemi 254 tisočimi ljudmi, ki v Sloveniji živijo z dohodki nižjimi od praga tveganja revščine, je kar 97 tisoč ali skoraj 20% upokojencev. Mesečni prag revščine za enočlansko družino je 739 evrov na mesec, za štiričlansko z 2 otrokoma pa 1551 evrov. Izpuščeni so vsi družine z majhnimi otroki, ki nimajo računalniške opreme zadostne ali pa živijo v neprimernih razmerah za to, da se otroci lahko šolajo na daljavo. Nakup dodatnih zaščitnih mask, testov in vsega tega je prinesel veliko stroškov za družine, za študente, za ljudi, ki imajo nizke osebne prejemke, za ljudi, ki niso recimo lastniki svojih stanovanj ali pa so v socialnih stanovanjih, so najemniki. Zato humanitarne organizacije, ki so v dnevnem stiku z različnimi skupinami najranljivejših skupin prebivalcev, vlado pozivajo k ponovnemu premisleku o določitvi solidarnostnega dodatka za posebej ranljive skupine. Vladi predlagamo spremembo predloga zakona, in sicer prebivalcem Republike Slovenije, katerih edini prejemek predstavljajo socialni transferji ter transferji iz pokojninske in invalidske blagajne, da se izplača dodatek v višini 300 evrov tistim, katerih ti prejemki ne presegajo 500 evrov, 200 evrov tistim, ki prejemajo omenjena sredstva do višine 600 evrov, v višini 100 evrov tistim, ki prejemajo omenjena sredstva v višini 700 evrov. Humanitarne organizacije tudi predlagajo, da bi se solidarnostni dodatek izplačal še prejemnikom otroškega dodatka v prvih 5 dohodkovnih razredih, in sicer v višini 100 evrov na otroka. Čeprav pozdravljajo predlog o izplačilu enkratnega solidarnostnega dodatka, pa menijo, da ta gesta ne bo rešila revščine pri nas in bi zato morali problem reševati bolj celostno. V Sloveniji je že vsak 8. prebivalec reven, vsak 7. pa je izpostavljen tveganju socialne izključenosti. Humanitarne organizacije že nekaj časa ugotavljamo, da se revščina poglablja. To pomeni predvsem to, da ljudje, ki so se znašli ali pa živijo v revščini, živijo vedno v globlji revščini. In ta revščina se prenaša že na drugo generacijo, kar je res zelo, zelo zaskrbljujoče. Več prošenj dobimo k nam na socialno-humanitarne programe oziroma na Komisijo za socialno in humanitarne programe.
Povečano imamo število prošenj za štipendijske sklade, ki jih imamo, se pravi za štipendiranje dijakov, študentov. V zadnjem letu imamo novo akcijo za Univerzo v Ljubljani, kjer zbiramo sredstva za študente. Ne smem pa pozabiti na naš Tom telefon, kjer otroci izražajo veliko več duševnih stisk kot v obdobju pred covidom. Menimo, da bi bilo treba zares narediti korak v smer širše podpore, ravno zaradi tega, da prekinemo ta tok poglabljanja stisk in revščine, ki še kar traja in se še kar poglablja. Naša država se mora torej problema revščine lotiti čim prej. Zaradi covida se je dodatno poglobila revščina med vsemi ranljivimi skupinami, tudi invalidi. Izstopa tudi ogroženost starejših žensk. Kar vsaka tretja ženska pri nas, starejša od 75 let, namreč živi pod pragom revščine.